Na Slovenski Karitas vsako leto v avgustu začenjamo z dvema dobrodelnima akcijama za pomoč ljudem v Afriki, za srce Afrike in z delovno dostojnega življenja. Akciji potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra. Letos poteka akcija za srce Afrike že 13. leto. In skupaj z darovi darovalcev Slovencev v akciji za srce Afrike, pa tudi o podpori Ministrstva za zunanje zadeve in misijonskega središča, nam je v teh 12 letih uspelo narediti prave čudeže za najrevnejše ljudi v Afriki. In vsi ti projekti so izvedeni skupaj s slovenskimi misijonarji, ki tam delujejo že desetletja, dobro poznajo lokalne razmere in vsa dela vedno vključujejo tudi domačine, ki imajo s tem tudi možnost za delo, za zaslužek. In v teh 12 letih smo zgradili oziroma obnovili in opremili 7 šol in vrtec, potem 5 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice in zgradili 11 večjih vodnjakov. S hrano pa je bilo tudi rešenih res veliko življenj podhranjenih otrok. Kajti razmere v Afriki so res še zelo revne, sploh na podeželju, kjer so naši misionarji. Ljudje nimajo tistega osnovnega za preživetje, ni dovolj šol na voljo, zdravstvenih centrov, ljudje vsakodnevno hodijo peš kilometre daleč po vode. Večina, kar imajo za preživetje, je to, kar pridelajo v bistvu na zemlji. Zaradi podnebnih sprememb, ki tudi sama vidim, ko hodim na teren, so pa vsako leto se bolj poznajo posledice, kot so suše, ljudje hodijo še dlje po vode, še težje hrano pridelajo, pa še tudi konflikti, tudi v bistvu uničujejo napredek in razvoj. In skupaj z našimi misionarji, pa preko akcije za srce Afrike, v te razmere tem ljudem res prinašamo upanje za prihodnost, da je še nekaj več kot samo preživetja današnjega dne. In ko se v njihovem kraju zgodi en tak projekt, kot je gradnja šola, in da so vključeni tudi starši v dela, oni res začutijo, da je nekaj upanja za prihodnost za njih, pa za njihove otroke. In s tem tudi ljudem omogočimo, da se lahko razvijajo v svojem domačem okolju in da tudi preživijo. No in tudi za letošnjo akcijo za srce Afrike imamo kar nekaj prošenj strani misionarjev. Tudi letos bomo nadaljevali s podporo za nakupe hrane za podhranjene otroke v Centralnoafriški republiki. Sestre so nas tam prosile tudi za gradnjo zunanje jedilnice za te otroke, pa za ograjo okrog centra. No, eden večjih projektov, ki se je začel ravno v teh dneh, pa bo v kraju Mosango v Ruandi, kjer sodelujemo z misionarko sestro Anko Burgar, in sicer bomo zgradili nove prostore za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih. To je območje z 9000 prebivalci. Prej so bili mali prostori z blata zidani in so bili res nedostojni. Tukaj bomo pa naredili eno oranž prostore, da bo to za dolgoročno. In že danes recimo v dela je vključenih 50 ljudi. Tako da v tem letu bomo tudi nadaljevali s prehrano za šolarje na Madagaskarju. Potem bomo podprli tudi gradnjo 6 dodatnih učilnic v kraju Kiguhu v Burundiju, zato nas prosi sestra Bogdana Kavčič. Tam smo leta 2016 iz te akcije obnovili šolo, ker je streha puščala. Sedaj pa nas prosijo še za dodatne učilnice, zato da bo lahko v razredih samo 50 otrok, danes jih je 90 in bo tako pouk seveda precej bolj kvaliteten. In tudi naši misionarji zmeraj poskrbijo za dobre učitelje in tudi, da imajo otroci v šoli malico, ker v javnih šolah tega ni in vsi vemo, da brez hrane se je zelo težko učiti. No, potem pa smo začeli letos v januarju izvajati tudi en velik projekt, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve in bo tudi sofinanciran za srce Afrike, in sicer v sodelovanju s Caritas Ruando. Ta projekt pa bo v bistvu omogočil trajnostno preživetje 600 revnim družinam v okrožju Karongi v Ruandi. To je zelo revno območje v Ruandi in do sedaj smo 600 tem družinam že zagotovili koze, nakup koz. In koze za ljudi v Afriki ogromno pomenijo. Zato, ker v bistvu jih imajo predvsem za gnojenje, da izboljšajo rodovitnost zemlje, pa tudi če je prirastek, jo lahko prodajo naprej, pa s tem tudi nekaj zaslužijo. Tako te družine so zelo zadovoljne zdaj in tudi moram povedati, da že večina koz pričakuje prirastek, so nam sodelavci Caritas povedali. No, hkrati pa se... To gre za drobnico, ne? To gre za drobnico. To so koze, ki niso za mleko, ampak predvsem za gnojenje, in koza je zelo nezahtevna. Zelo malo v bistvu potrebuje in v Afriki koza stane 20 evrov, kar je za nas zelo malo, po svoje za njih pa to res pomeni možnost za pridelavo več hrane, za preživetje družine, kar je v bistvu ključno. In razdelili se jim bo tudi semena, pa sadike sadnih dreves.
No, in to je tudi zelo plazovito območje v Ruandi, se bo zgradilo tudi kar nekaj teras. Jaz sem bila v aprilu na terenu tam in v maju in so bile hude, res tak dež, ki ga ljudje ne pomnejo. Cele hribe plazovi so dol nosili, tudi hiše, polja, nažalost pa tudi ljudje so izgubili življenje. Zato je za to območje res zelo pomembno, da ljudem tudi s tem pomagamo, da bodo tukaj lahko ostali in se razvijali. No, poleg tega smo že mlada dekleta 120 v okviru tega projekta izučili za izdelovanje gledenih peči za kuhanje. Sedaj večina ljudi na podeželju v bistvu kuha na odprtem ognju in v Ruandi se zaradi tega izseka ogromno gozda, kar vpliva tudi na okolje. No, in te punce, ki so se zdaj naučile, kako delati, bojo šle po teh 600 družin in jim naredile in namestile te peči, pa še nekaj bojo zaslužile zraven tudi za svoje življenje. No, tistim družinam, ki imajo pa šoloobvezne otroke, bomo pa zagotovili sončne celice z lučjo, ker v Ruandi se ob 6 vsak dan naredi noč in otroci se ne morejo učiti. Samo 4% podeželja Ruande je pa elektrificiranega. To bo tudi en velik doprinos k tem družinam, k otrokom. No, da bi pa ljudem omogočili tudi kakšno možnost za delo izven kmetijstva, ker tukaj sama vidim, res na podeželju ni skoraj možnosti za delo, mogoče kakšna majhna trgovinca ali kakšna kolesa popravljaš ali šivaš, to je pa vse, za večino ljudi pa ne. Se bo tem družinam v bistvu tudi omogočili, da bi lahko začele s kakšno obrtjo, usposobili se jih bo za to in se jim dali tudi zagonska sredstva. Tukaj bo sodelovalo tudi slovensko podjetje Dama House Prestige, ki bo ljudi naučilo v bistvu, kako izdelovati opeke stisnjene iz lokalne zemlje in tudi darovali bojo 2 preše za te lokalne skupnosti, tako da bo tudi ena izmed oblik, kako v prihodnosti lažje preživeti. No, to so v bistvu načrti pa prošnje, želje naših misionarjev za to leto. In vsi, ki bi želeli prispevati v to akcijo za srce Afrike, ki ljudem se prav omogoča hrano, vodo, šole, zdravila, lahko to storite preko SMS sporočila. Napišite Afrika 5 na 1919 in s tem prispevate 5 evrov za pomoč tem ljudem v srcu Afrike. Tudi hvala vsem, ki boste darovali. Kot sem pa že prej omenila, pa hkrati z akcijo za srce Afrike v avgustu začenjamo tudi z akcijo z delom do dostojnega življenja. In ta akcija je bila tudi odgovor na dejanske potrebe ljudi. Jaz hodim na teren v Afriko od leta 2010 dalje, ker spremljam te projekte, se pravi grem pogledat, kaj je bilo vse sredstvi iz Slovenije narejeno, kakšne so še potrebe za naprej in skupaj smo se z misionarji pogovarjali, ja, tukaj na podeželju ljudje res nimajo možnosti za delo in za zaslužek. In prav misionarji, saj zdaj smo gradili te šole, zdravstvene centre, saj jih je treba vzdrževati, očistiti. In tako smo rekli, kaj pa, če bi spodbudili slovenske družine, da z mesečnim darom pomagajo, plačajo v bistvu delo ljudem in da s tem zaslužijo za svoje preživetje. In tako se je leta 2010 že rodila akcija z delom do dostojnega življenja. Glavni namen te akcije je, da v bistvu starši z lastnim delom zaslužijo za preživetje družine, da imajo za hrano, za zdravila, za šolanje otrok. In ob tem misionarji izberejo res najrevnejše družine. To so družine, kjer so številni otroci, kjer je mama vdova sama ostala s številnimi otroci, kjer otroci mogoče danes sploh ne hodijo v šolo. Recimo ravno eno ženo, ki sem jo letos srečala iz te akcije na terenu, je šele zdaj, ko je vključena v akcijo, njen otrok šel pri 10 letih, prvič v 1. razred, prej pa niso imeli denarja. Potem so to družine, kjer je nekdo bolan ali pa imajo invalidnega otroka. V glavnem, velik stisk. No, in ta akcija je do sedaj obrodila res lepe sadove. To je seveda možno samo z dobroto Slovencev. Imamo že 548 mesečnih darovalcev, ki z mesečnim darom podpirajo delo revnih staršev v Afriki. V Afriki na podeželju je 1 evro na dan dovolj, da se družina preživi in bolj dostojno živi. Za nas to pomeni malenkost, za ljudi v Afriki pa to pomeni dostojno življenje pa preživetje. Mi se odpovemo eno kavi in ko lepo, da toliko Slovencev čuti v bistvu s temi družinami v Afriki in jim to omogoča, da se sami mogoče nečemu odpovejo. No, in ta akcija res ima res lepe sadove. Številne družine so se že postavile na noge. Kako pa vidiš, da se ena družina v Afriki razvija? Najprej je tako, ko se ti starši v bistvu vključijo v akcijo, ponavadi poskrbijo za prehrano družine. Veliko je bilo podhranjenih staršev, tudi sama sem jih kar nekaj spoznala na začetku, pa tudi otrok seveda, ker tudi so jedli mogoče na 2 dni, velikokrat so še zvečer lačni spati, to je prva stvar. Potem poskrbijo za šolanje otrok, da plačajo šolnino, uniforme,
ker to je tudi pogoj strani misionarjev, da so starši vključeni v akcije, da vsi otroci hodijo v šolo, ker šolstvo v Afriki, da hodiš v šolo, to je pa res tisto, kar bo pomagalo tem ljudem, se pravi, izid iz tega začaranega kroga revščine, da se bojo nekaj naučili, pa da jo imeli možnost za kakšen poklic, za boljšo prihodnost. Potem tretja stvar je seveda, da poskrbijo za zdravstvo, za zdravstveno zavarovanje, recimo, ki je v Ruandi obvezno, da ga plačajo, tudi za zdravila in za vse ostalo. Tudi veliko invalidnih staršev, ki imajo invalidne otroke vključenih in tako lahko plačajo njim zdravljenje in tudi mogoče, da grejo v kakšno šolo za te otroke s posebnimi potrebami. No, potem si kupijo tudi kakšno obleko, lepše so oblečeni, tudi bolj čisti, tudi misionarji v tem duhu vzgajajo in tudi potem se pozna dostojanstvo človeka. Recimo, zdaj lahko kupijo milo, včasih bili tako revni, da tudi za milo niso imeli. Potem pa še gre razvoj naprej, pa vidiš, ko družina kupi kozo, recimo, da ima zagnojenje tudi te družine. V Afriki imamo 300, ki jih zdaj podpiramo z mesečnim darom, recimo, so že kupile kozo, kakšen majhen košček zemlje. Potem so bile tudi družine, ki so imele, recimo, streha jim je puščala, so imeli hišo pač uničeno in so jo popravili, nekateri pa so prišli do svoje hiše. Letos sem to doživela pri 2 ženah. Pri eni v Kigaliju, v glavnem mestu Ruande, eno pa v Burundiju, v Bujumburi, ker tam ti ljudje dostakrat, ko pridejo z podeželja v želji za boljšem življenju, plačujejo v bistvu najemnino, to je pa 25 evrov na mesec. Zato za družine v mestih v Afriku dajemo tudi 48 evrov na mesec, ker je pač življenje tam dražje, recimo na podeželju pa 24 evrov na mesec. No, in ko sta mi obe te ženi povedali, koliko sta srečne, ki imata prvič v življenju svoj dom, da veste, kje sta doma in to sta prislužili z lastnim delom. Res to je eno veliko veselje. Pa vse to, kar te ljudi, za nas sestre, za misionarje, pa tudi za ljudi same, to je res veselje. Poleg tega se pa preko te akcije rešijo ne samo materialne stiske, ampak tudi veliko socialnih. Recimo, koliko žena sem srečala sploh v mestih, ko so morale prej svoje otroke preživljati s prostitucijo, zdaj mi treba več in čutijo dostojanstvo. Potem, kakšne žene so bile recimo žrtve nasilja strani moža, zdaj, ko prinašajo dohodek v hišo, tega ni več. In tudi veliko žena je prvič v življenju imela s to akcijo sploh denar v rokah. Prvič v življenju so prinesle nekaj hiš in kakšno veselje v bistvu bilo to za te žene, za te družine. Potem tudi nekih bilo odvisnih od alkohola, so imeli problem, se je to izključilo. Pa tudi nasplošno revni ljudje v Afriki, če si zelo, zelo reven, si tudi izključen iz družbe. Ljudje jih niso sprejemali, zdaj so pa skupaj, veliko se pogovarjajo, družijo in so vključeni v družbo. Tudi zaradi tega, to jim ogromen pomen. Pa tudi te družine si izven programa same med sabo pomagajo, recimo, če je nekdo bolan ali pa tudi tako. Delajo na polju in je skupaj in je delo recimo hitreje opravljeno. Tako da nekateri so tudi recimo začeli s trgovino ali pa so tako po nekih združenjih, ker imamo na kar nekaj več kot 10 misijonih to akcijo v Ruandi, Burundiju, v Centralnoafriški republiki, pa tudi na Madagaskarju in 10 do 15 teh staršev se da skupaj, pa mogoče najamejo kakšno skupno zemljo, sploh tisti, ki so že več let. Recimo v Burundi imamo zdaj skoraj 40 družin, ki skupaj ima nasad ananasa. Ko sem bila na terenu, so mi recimo rekli, da bi radi začeli izdelovati tudi strešne opeke, tako da se potem družine same naprej razvijajo. In ko se ena družina postavi na noge, jo misionarji zamenjajo z novo revno družino, ker teh je pa ogromno. Tudi te družine vejo, da ta pomoč ni večna, ampak da imajo to za zagon, da se postavijo na nogo. No, to akcijo smo potem nadgradili še s pomočjo družinam v Albaniji, ker tudi deluje naša misionarka Vida Gertman, 14 brezposelnih žena imamo. In tudi one tam pomagajo na misijonu, čistijo, potem imajo recimo učno pomoč za revne otroke, tam pomagajo, sploh tiste, ki so mlade, recimo učiteljice brezposelne, pri tem pomagajo. Pa tudi pri negi na domu, starejši in sestre delajo, te žene pomagajo. Tako da tem družinam v Albaniji predvsem važno, da zaslužijo za šolanje otrok, da lahko srednjo šolo pa univerzo, ker tudi s tem imajo oni možnost za boljšo prihodnost. Prav tako smo pa s to akcijo začeli par let nazaj na Šrilanki, s Caritas tam sodelujemo že leta, od cunamija v letu 2004 naprej, tam smo pomagali graditi hiše, kupili čolne in so rekli, pri nas je to krevnih družin na tem tamilskemu območju. Ampak tam smo pa malo drugače, je v bistvu način mikrofinanciranja, da v bistvu družini damo za zagon neke obrti, sredstva, do 2 leti so vključene recimo in skupaj naredijo program, načrt, recimo eni so se odločili za šivanje, eni za frizerstvo ali pa malo nadgradijo tisto, kar imajo za rejanje kokoši, zelenjave in s tem lažje preživijo. No, ker pa vedno sledimo potrebam, ki so na misijonih v Afriki recimo,
misijonske šole, pa tudi recimo zdravstveni centri, sicer imajo koncesijo strani države, ampak vseh delavcev jim ne plača država. In misionarji so nas tudi prosili, če bi lahko podprli plačilo dela zdravstvenih delavcev pa pedagoških delavcev. Pač recimo v šoli tudi revni ne plačujejo šolnine in to pač morajo sestre pol same plačati in na ta način tudi zdaj podpiramo delo 2 zdravstvenih delavcev pa 3 pedagoških delavcev v Afriki. To je pa tudi velik doprinos za misijone, pa tudi za kvaliteto dela pa usluh v teh zdravstvenih centrih. Tako da k tej akciji se lahko tudi vsi priključite. Potrebno je pač en poseben obrazec izpolniti, ki je na naši spletni strani caritas.si, pa tudi v septembrski številki Ognjišča je na voljo, s katerim sodelujemo pri tej akciji. Tako da to so pač majhni koraki, ampak na Slovenski Karitas smo zelo veseli, da ima vsa ta naša pomoč res konkretne učinke na boljše življenje, na bolj dostojne pogoje za ljudi v Afriki. In zaradi tega smo res srečni in res hvala Slovenci, ki nam pri tem pomagate. Brez vaše dobrote nam kaj takega ne bi uspelo. Tako da hvala iz srca tudi vsem tistim, ki boste tudi letos priskočili na pomoč.